Tako, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste me predstavili. Zahvaljujem se tudi za povabilo na to konferenco in za priložnost, da prispevamo k razpravi o tako pomembni temi, kot je današnja. Temo, ki jo bom predstavil, smo pripravili oziroma pripravljamo v sklopu pisanja naše prihajajoče publikacije na uradu. In sicer pod vodstvom doktor Marte Gregorčič pripravljamo pregled načel Evropskega stebra socialnih pravic, njihovih kazalnikov, napredka Slovenije, primerjav z drugimi državami EU in na področjih, ki jih načela pokrivajo. V okviru Evropskega stebra socialnih pravic je nekje 20 načel in področje enakosti spolov pa je izpostavljeno v več načelih. Na primer, 15. načelo izpostavlja pravico do dostojnih pokojnin, vključno s pokojninsko vrzeljo, o kateri je bilo danes že tudi govora. Prav drugo načelo stebra pa govori o pravici enakosti spolov na vseh področjih, tako z udeležbo na trgu dela, pogoji za zaposlitev, napredovanjem v poklicu in na kar se bom danes tudi večinoma osredotočil, pravico do enakega plačila za enako delo. Vemo, da neenakost med moškimi in ženskami v Sloveniji in drugod utrjujejo nekateri socialni, ekonomski, kulturni in družbeni dejavniki, ki pa se tudi izražajo v vrednotah in stališčih prebivalcev. Ta stališča pogosto izvirajo iz nekega tradicionalnega pogleda na delitev vlog v družbi in se kot vsa prepričanja in tudi vrednote spreminjajo počasi. Najpogosteje seveda to z nekim širšim razvojem in tudi spremembami v družbenem okolju. In na slajdu vidimo, da podatki slovenskega javnega mnenja kažejo, da je pri nekaterih stališčih prišlo do napredka v razmišljanju, kar se tiče enakosti spolov, ponekod pa je stanje še vedno precej zaskrbljujoče. Vidimo, da pri prvi trditvi vprašanci so leta 2017 še vedno v 18% mislili, da so moški boljši voditelji kot ženske, čeprav je ta delež padel, je kljub temu še vseeno visok za moje pojme in tudi zaskrbljujoč. Nekoliko izboljšalo v smeri večje enakosti seveda se je tudi mnenje oziroma glede mnenja, da družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena, Še vedno slabih 40% ljudi je pravzaprav to v letu 2012 mislilo oziroma stalo oziroma se strinjalo s takšno trditvijo, Pri drugih zadevah se pa je tudi zadev še poslabšala, kot recimo pri mnenju, da so moški boljši poslovneži kot ženske, Tukaj se je delež tistih, ki tako mislijo oziroma se strinjajo s takšno trditvijo, celo nekoliko povečal, In pa pri trditvi, ki sicer ni tukaj prikazana, pa se vidi, da tradicionalistični pogledi na vlogo žensk še vedno pravzaprav prevladujejo, saj polovica vprašanih je leta 2017 menila, da je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske nekako najboljše želijo, so dom in otroci. Tako da kljub napredku je tradicionalistični pogled na delitev vlog v družbi še vedno precej prisoten. In v okviru stališč in vrednot je zanimiv pogled tudi na tako imenovano Švarcovo lestvico vrednot, ki je med drugim tudi del evropske družboslovne raziskave, ki se izvaja na vsaki 2 leti. Švarc je pred okoli 30 leti razvil to univerzalno strukturo tako imenovanih vrednotnih orientacij, ki jih vidimo na osi levega grafa. In analiza
teh kaže, da so v povprečju evropskih držav najbolj poudarjene vrednote, kot je moč, stimulacija, dosežek. Pod moč spadata denar in spoštovanje, pod stimulacijo spada vznemirljivo življenje in doživljanje nekih novih stvari, pod dosežek pa spada potreba po nekem dokazovanju in kazanju svojih dosežkov drugim. Slovenija sicer ne odstopa bistveno od te hierarhizacije, je pa zanimivo, da vidimo na desni strani razliko pri vrednoti moč, tista, ki se je na levi strani pokazala kot nekako najbolj izražena. Na desni strani je prikazana razlika med vrednostjo za ženske in za moške. In pravzaprav v vseh teh evropskih državah je razvidno, da so ženske imele bolj izraženo to vrednoto moči, torej denarja, nekega dokazovanja tudi, kot pa moški. To je lahko seveda posledica teh neenakosti, ki jih opazujemo, žensk v družbi in njihovih prizadevanj za spremembe in zato tudi bolj poudarjene ambicije za enake možnosti. Seveda pa tudi k tem razlikam prispevajo značilnosti nekega družbenega okolja, socializacije, vzgoje, izobraževanja deklic, ter tudi na splošno položaj in vključevanje žensk v družbo. In vse te vrednote in stališča v zvezi z enakostjo spolov se nato kažejo tudi v položaju žensk na različnih ravneh družbe. Tukaj je primer zastopanosti žensk v politiki in razvidno je, da je politična participacija žensk v Sloveniji kljub nekim dolgoročnim pozitivnim trendom zopet v zadnjem obdobju pod povprečjem držav EU. Seveda to je pač odvisno od vsakokratne razporeditve v državnem zboru, in pa tudi v vladi, na primer. Vidimo, pač to se od vlade do vlade seveda lahko spreminja. Seveda situacija se je v preteklosti sicer začela izboljševati z uvedbo tako imenovanih spolnih kvot na kandidatnih listah leta 2006. V zadnjem obdobju Slovenija tudi nekoliko zaostaja za povprečjem držav EU, kar se tiče zastopanosti žensk na teh vodilnih položajih, specifično v upravnih odborih velikih gospodarskih družb. Vidimo, da je tukaj Slovenija pod povprečjem teh držav EU. Nekje enaka oziroma uravnotežena zastopanost spolov bi pa bila nekje med 40 in 60%. Kar se tiče gibanja skozi čas, je tudi tu zaznati pozitiven trend na splošno, vendar zadnje obdobje je ta kazalnik se nekoliko poslabšal. Zdaj pa seveda pridemo do razlik med spoloma na trgu dela. In tudi tukaj so razlike seveda velike. Na levi strani vidimo, da ženske so redkeje prisotne na trgu dela, imajo torej nižjo stopnjo aktivnosti, posledično tudi seveda nižjo stopnjo delovne aktivnosti, višjo stopnjo brezposelnosti. Ženske imajo večji delež začasnih zaposlitev in tudi delež delnih zaposlitev, torej zaposlitev s krajšim delovnim časom. Ženske tudi seveda običajno opravijo manjše število ur na teden kot moški. Seveda je to lahko pač posledica tega, kar smo se pogovarjali, da so tudi širše prisotne te neenakosti v družbi in posledično tudi se to neposredno kaže na trgu dela. In tukaj vidimo še na levi strani nekatere razloge, zakaj ženske niso delovno aktivne ali pa niti ne iščejo zaposlitve. Pogosto oziroma pogosteje pravzaprav kot moški je to zaradi skrbi za odrasle in za otroke, in tudi zaradi drugih družinskih ali osebnih razlogov.
Ženske, kot sem omenil, se tudi pogosteje zaposlujejo s krajšim delovnim časom, ne, in tukaj so nekateri razlogi. Še vedno pač prevzemajo skrb pač za otroke ali odrasle, oziroma sorodnike, ki potrebujejo pač pomoč, ne. Seveda majhen delež, ampak kljub temu pa izraža lahko veliko, ne, da ženske tudi ne morejo najti zaposlitve za polni delovni čas. Tukaj vidimo pravzaprav po državah, ne, stopnjo participacije žensk, torej kakšen delež žensk je prisoten na trgu dela, ne. In izstopa zlasti starostna skupina 30 do 54 let, a ne, da pravzaprav je Slovenija, se opravičujem, tukaj bi morala biti, a ne, ta oznaka, je na vrhu vseh teh držav EU. Seveda drugi starostni skupini, zlasti starostna skupina 55 do 64 let, pa kot že vemo, a ne, tradicionalno izkazuje nižjo prisotnost na trgu dela, k čemur seveda je prispevala tudi v preteklosti hitro upokojevanje oziroma izstop iz trga dela. Tukaj so še prikazane razlike v stopnji delovne aktivnosti med moškimi in ženskami. Vidimo pa, da skozi čas se te razlike zmanjšujejo. Torej vedno večji delež žensk je seveda prisoten v zaposlitvi. Nekatera večja odstopanja seveda so se zgodila v letu od 2008 naprej do nekje konca krize, a ne, ko so bili moški v nekaterih dejavnostih, kot je gradbeništvo, a ne, transport in tako naprej, bolj prizadeti kot ženske. Tako da se je ta razlika oziroma vrzel zmanjšala, se pa seveda potem kasneje, ko je gospodarstvo začelo z okrevanjem, tudi spet povečala. Ampak trend na tem področju je seveda vzpodbuden, saj se pač dolgoročno zmanjšuje. Na drugi strani seveda vidimo pač razliko v brezposelnosti, a ne. Tudi tukaj, če se od prsta pač potegnemo nekako dolgoročen trend, vidimo, da se zadeve analogno levemu grafu pač zmanjšujejo. Sedaj pa pridemo do razlik v plači, a ne. In na tem grafu je prikazana razlika v plači med moškimi in ženskami, kar je pravzaprav izraženo v plači moških. Pravzaprav gre za odstotno razliko, samo koliko ženske prejmejo nižje plačilo kot pa moški. In vidimo, da Slovenija izkazuje relativno nizko to vrzel, nekje za leto 2018 okoli 9%, a ne. Zdaj, ti podatki so seveda podatki iz raziskave o strukturi plač, a ne. Nekateri podatki oziroma drugi podatkovni viri lahko pokažejo nekoliko drugačno razvrstitev, ampak v vsakem primeru pa Slovenija vsaj na agregatni ravni v primerjavi z drugimi državami izkazuje relativno nizko vrzel v plačah. In tukaj vidimo pravzaprav, kakšna je ta porazdelitev plač, a ne. Na levi strani je ta graf, porazdelitev bruto plač moških in žensk za leto 2018. Naj omenim, da je ta porazdelitev prikazana na vzorcu vseh zaposlenih, ki prejemajo bruto plačo, tudi z nadurami vred, nad 500 evrov in manj kot 5.000 evrov. In v ta vzorec je vključenih okoli 300.000 oseb. Vidimo, da pač ženske so bolj skoncentrirane pri nižji ravni bruto plače, a ne, moški pa pri nekoliko višjih. Zdaj, kaj lahko vpliva na te razlike, ne? Že intuitivno vemo, da so to lahko različna starost moških in žensk oziroma starostna struktura, dosežena izobrazba, poklic, a ne, sektor gospodarstva, velikost podjetja, delovna doba in tako naprej, a ne. To so nekako taki trdi dejavniki, strukturni dejavniki, ne, ki jih tudi v analizah lažje zajamemo oziroma izmerimo, ne. Na drugi strani so pa seveda mehki dejavniki, ne, ki so pa običajno tudi težje izmerljivi.
In to so recimo pogostejši izhodi s trga dela, kot je zaradi rojstva otrok ali pa zaradi bolnih sorodnikov, kot smo že prej videli, ne. Seveda tu gre potem tudi zaradi teh prekinitev prihaja do manjše akumulacije človeškega kapitala oziroma nekako veščin, spretnosti, ne. Tudi zdajle so še družbene norme, seveda, ki jih zelo težko merimo in vključimo v te analize. Nenazadnje so tudi nekako pogajalske sposobnosti, a ne, in pa seveda diskriminacija, na primer že pri vstopanju na trg dela in pa tudi v primeru steklenega stropa, kjer gre za to, da ženske težje napredujejo na vodilne položaje znotraj zaposlitve. In na teh dveh grafih na levi strani recimo vidimo, kakšna je ta demografska oziroma zaposlitvena struktura, a ne, po spolu. Vidimo, da na trgu dela je prisotnih pač večji delež mlajših moških, a ne, torej ženske so tukaj nekako starejše, a ne. Seveda pa ženske tudi imajo višjo izobrazbo, ne. Moški na trgu dela pravzaprav so pogosteje pač prisotni oziroma imajo nekoliko nižje ravni izobrazbe kot pa ženske, ne. In pa ženske seveda tudi so pogosteje zaposlene v poklicnih skupinah, kjer je zahtevanih več znanja oziroma več spretnosti in so pač na splošno zahtevnejša. Seveda pa zanimivo, ne, na desni strani pa vidimo, da pa je povprečna plača moških v vseh teh pač kategorijah, a ne, višja. Tako pač po starosti, a ne, kot po izobrazbi in pa tudi po poklicnih skupinah. Tako da na tem mestu se seveda pojavlja vprašanje, kaj zdaj seveda narediti, a ne. In to je idealna priložnost pravzaprav, da lahko uporabimo mikropodatke in s pomočjo regresijske analize primerjamo plače moških in žensk z istimi demografskimi in zaposlitvenimi značilnostmi in v istem podjetju. In s tem lahko ocenimo plačno vrzel, iz katere izločimo razlike v strukturi zaposlenih, torej razlike v starosti, razlike v izobrazbi, v poklicih, v dejavnostih, v vrsti pogodbe in v velikosti podjetja, konec koncev. Pravzaprav s pomočjo teh modelov lahko izločimo vse te razlike in kar nam ostane pravzaprav, bi lahko bil morda malo boljši približek neke resnične vrzeli, a ne, med plačami moških in žensk. Seveda je pač tu treba poudariti, da ni nujno, da kar ostane, a ne, kakršna vrzel ostane, da je to neposredno diskriminacija v plačah moških in žensk. Saj, kot sem prej pokazal, tudi na plačo vplivajo mehki dejavniki, ki pa jih modelsko ne moremo zajeti noter in jih tudi ne moremo izločiti, ne. Tako da to je potrebno upoštevati, da to ni neposredno merilo diskriminacije, ne. Ampak kaj ostane, ko izločimo pač neko strukturo, a ne, razliko v strukturi? Vidimo, da običajna vrzel, torej zgolj vrzel v povprečnih plačah med moškimi in ženskami, je bila leta 2010 okoli 0,6, a ne, to je pač tudi posledica te gospodarske krize, ko so moški izgubljali zaposlitev. Ta vrzel se je seveda povečevala, a ne, ta običajna vrzel, in je leta 2018 znašala okoli 5%, torej 5% nižje povprečno plačo so imele ženske leta 2018 v primerjavi z moškimi. Ko pa izločimo učinek te strukturnih razlik, a ne, v izobrazbi, starosti in poklicu in tako naprej, pa se razlike pravzaprav še povečajo, ne, in ta vrzel, ta popravljena oziroma prilagojena plačna vrzel je potem okoli 10%, ne, in se tudi skozi čas ne spreminja bistveno, ne, kar je tudi logično. Na tiste rdeče stolpce seveda vpliva pač razlike v strukturi, ne, kakšna struktura je zaposlenosti,
medtem ko tisto underlying, vrzel pa pravzaprav ostaja dokaj stabilna in je tudi večja od te običajne vrzeli oziroma razlike v povprečni plači. In na tem mestu vidimo pravzaprav, oziroma bomo pogledali, s katerimi dejavniki lahko pojasnimo to vrzel. Najprej na levi strani je graf s črno piko je prikazana ta običajna vrzel, in dekompozicija te vrzeli torej kar lahko pojasnimo in kar pač ostane še, nek ostanek, nek rezidual, vidimo, da struktura, pravzaprav ta rdeči del stolpca zmanjšuje vrzel. Torej, ženske zaradi tega, ker so v kategorijah na trgu dela, kjer je povprečna plača višja, vplivajo na zmanjševanje pač splošne vrzeli. Seveda pa pojasnjeno, seveda mora nepojasnjen del pa mora skompenzirati zadevo, torej nepojasnjen del je sicer v tem primeru obrnjen navzgor, na prejšnjem slajdu je bil pač negativ, ampak nepojasnjeno pa seveda še vedno povečuje to vrzel oziroma to, kar ostane. In na desni strani je pa dekompozicija teh rdečih delov stolpca. Kaj pravzaprav zmanjšuje vrzel? Torej, to so recimo izobrazbena struktura, torej da imajo ženske v povprečju boljšo izobrazbeno pač raven kot pa moški. In zaradi tega to nekje v 5 odstotnih točk prispeva k zmanjševanju neke vrzeli, običajne vrzeli na trgu dela. Potem tukaj je še seveda poklicna struktura in kot smo videli, da pač so ženske pogosteje zaposlene v poklicih, kjer je zahtevno pač več znanja in tudi v teh poklicih v povprečju višja plača. Na drugi strani pa seveda struktura dejavnosti, torej pač sektorji gospodarstva, v kateri so ženske in moški zaposleni, pa deluje v smeri povečevanja te vrzeli. To pomeni, da so pa po dejavnostih vseeno ženske zaposlene v tistih sektorjih, kjer je povprečna plača nižja kot pa pač v drugih ostalih sektorjih, kjer so zaposleni moški. Zdaj, to je seveda bilo vse na agregatni ravni, na ravni pač celotne populacije. Zdaj pa je tukaj kot zanimivost prikazana ta plačna vrzel, običajna, torej zgolj razlike v neki povprečni plači, in pa seveda vrzel, kjer so izločene vse te strukturne razlike, ki smo jih zajeli v model, po posameznih poklicih. In levo zgoraj vidimo, kakšne so te razlike v plačah med policisti oziroma policistkami. Naj najprej omenim, da gre za podobne oziroma enake poklicne skupine, ki so že bile proučevane tudi v enem članku, sicer od Andreje Poje v letu 2019, in tukaj smo poskušali pač ponoviti na naših podatkih te ocene za nekatere poklicne skupine, dodano je seveda poklicna skupina še kuharjev, kar tam ni bilo analizirano. No, in če se vrnem, vidimo, da pravzaprav zgolj razlika v povprečnih plačah policistk in policistov kaže, da so leta 2018 policistke prejele okoli 21% nižje plače kot pa moški kolegi. Ko seveda izločimo strukturne učinke, torej primerjamo isto stare ženske z isto delovno dobo v isti organizaciji, z isto izobrazbo in tako naprej, pa vidimo, da se te razlike zmanjšajo, ampak so še vedno pravzaprav prisotne, v višini nekje 9%. Potem so tukaj še medicinske sestre oziroma medicinski tehniki. Tukaj seveda lahko od poklica do poklica se te vrzeli nekoliko razlikujejo seveda od pač narave dela in možne seveda tudi diskriminacije, vendar, kot sem rekel, ne gre zgolj za, ti sivi stolpci niso zgolj samo diskriminacija, ampak so tudi noter še zajeti dejavniki, ki jih pa nismo mogli vključiti v model. In vidimo, da tudi tukaj pač razlike ostajajo v višini recimo leta 2018 9%.
Razlike so tudi med visokošolskimi učitelji oziroma učiteljicami, a ne, se pa te prilagojene razlike seveda zmanjšujejo s časom, a ne. Po drugi strani pri kuharjih in kuharicah tudi po izločitvi teh strukturnih razlik, a ne, v poklicih oziroma v izobrazbi v starosti, še te tudi ostajajo. Izjema je seveda samo bilo leto 2014, kar pa tudi v modelsko ni bilo statistično značilno, a ne. Tako da vidimo tako na ravni, na agregatni ravni kot tudi na ravni posameznih poklicev razlike v plačah so prisotne. Seveda ne moremo trditi, da gre zgolj za diskriminacijo, je pa najverjetneje diskriminacija večji del tega. Namreč ena prav sveža raziskava OECD-ja na temo teh plačnih razlik je poskušala kvantificirati tudi prav neposredno obseg diskriminacije znotraj teh sivih stolpcev. In tam je pokazalo za Slovenijo, da je Slovenija ena izmed držav, kjer je pač ta obseg diskriminacije, ki ostane, ko izločimo vse te strukturne dejavnike, pravzaprav dokaj velik, a ne. Ampak seveda pri vsaki tej analizi je potrebna previdnost pri interpretaciji zaradi številnih teh mehkih dejavnikov, ki pa jih v ocenjevanje pogosto zelo težko vključimo ali pa tudi je ponekod to nemogoče, a ne. Tako da če nekako povzamem celotno predstavitev, da ta tradicionalni pogled na delitev vlog med ženskami in moškimi je še vedno precej prisoten, ne, in to se tudi vidi v vseh teh vrednotah in stališčih v zvezi z enakostjo spolov, in to se kaže tudi na različnih ravneh družbe, ne. Ženske so manj zastopane v politiki, na vodilnih položajih in tudi na trgu dela. Težje najdejo zaposlitev, jo pogosteje prekinjajo in tudi prejemajo nižje plačilo. Tudi ko izločimo tiste tipične strukturne dejavnike, kot so v starosti, izobrazbi in poklicu in tako naprej. Tako da to je pravzaprav to, jaz bi na tej točki zaključil in se tudi zahvalil